Hvala lepa za besedo, spoštovane novinarke, spoštovana oba dva kamermana, trije kamermani. Najlepše se vam zahvaljujem, da ste se danes udeležili novinarske konference, kjer bomo govorili o sklicu nujne seje za hitrejšo integracijo tujcev. V zgodovini so se naši predniki z besedo in pa tiskano knjigo borili, da je in da bi naš narod in pa naš slovenski jezik obstal. V sebi so nosili veliko ljubezen do slovenstva, do domovine, do slovenske dežele in njene kulture, običajev, izročila, vrednot in tudi načina življenja. Zaradi teh ljudi in njihovega neprecenljivega truda danes v tej čudoviti deželi na sončni strani Alp govorimo slovenski jezik. Naša dolžnost in tudi naša odgovornost je, da zanjo skrbimo in da jo tudi ohranimo. Moramo se zavedati, da je slovenski jezik temelj naše suverenosti in naše državnosti. In če bomo slovenščino začeli opuščati in nadomeščati z drugimi jeziki, smo le še korak stran od razgradnje naše države. Materin jezik Slovenk in Slovencev je slovenščina. Brez slovenskega jezika ni slovenskega naroda. V Novi Sloveniji že dalj časa opažamo, da slovenski jezik v javnem prostoru nadomeščajo drugi jeziki. Sodu pa je zbilo dno, da so se celo uradni postopki začeli izvajati v tujih jezikih. Zadnji odmevni primer je vabilo na roditeljski sestanek v osnovni šoli Žalec, ki je bilo tudi v albanskem jeziku. Ravno danes sem prejel tudi informacijo, da to ni edini primer, ko naj bi se uradni postopki v Sloveniji vodili v tujem jeziku. To je enostavno nedopustno in tudi nezakonito. Upam si trditi, da opuščanje slovenskega jezika in pretirano prilagajanje drugim kulturam kaže na spodletelo priseljensko politiko in tudi spodletelo integracijo. Primer iz osnovne šole Žalec kaže predvsem na odsotnost sistemskih ukrepov in to tam, kjer je okolje najbolj občutljivo, v izobraževalnem procesu. Sprašujem se, kje je minister Logaj, kje so tudi drugi odgovorni, ki bi morali reševati nastalo situacijo. Razumem, da so vse učiteljice in pa ravnateljica poskušale znajti na svoj način, ampak to je napačna pot. Naj spomnim, da smo v Novi Sloveniji že pred časom prepoznali situacijo v osnovnih šolah, ko so otroci iz tujejezičnih družin ne morejo enakovredno sodelovati pri pouku. Številke to govorijo same zase. Delež učencev priseljencev se je med letoma 2017 in 2024 več kot podvojilo. Ravnatelji najbolj izpostavljenih šol, recimo iz Jesenic, Žalca, Kranja, Celja in tako dalje, so že pred časom na odboru za izobraževanje v Državnem zboru zahtevali sistemske rešitve. Kako postopati v primeru, da sta v razredu prisotna vsaj dva tuje govoreča otroka? Ministrstvo do danes ni našlo nobenih rešitev, saj trdijo, da ni potrebe po sistemskih ukrepih. Medtem pa se situacija v šolah zaostruje, učitelji odhajajo, napetosti pa se povečujejo. V Novi Sloveniji smo kot eno izmed rešitev predlagali uvedbo tako imenovanih jezikovnih pripravljalnic, kjer bi se otroci intenzivno učili slovenskega jezika. Koalicija na čelu z Gibanjem Svoboda, SD-jem in pa Levico so vse te naše predloge vsakokrat tudi zavrnili. V istem času pa je koalicija v zakonu o tujcih, ne boste verjeli, celo znižala zahtevan raven slovenskega jezika na preživetveni nivo. Rezultati tega pa so danes več kot očitno tukaj. Zaradi nastale situacije v Novi Sloveniji zahtevamo nujno sejo odbora za izobraževanje, znanost in mladino in odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, kjer zahtevamo razpravo in predloge rešitev na področju priseljevanja s ciljem spodbuditi in motivirati tujce za vključevanje v slovensko družbo. Toliko za enkrat z moje strani, če so pa še kakšna vprašanja, bom tudi na njih odgovoril. In sicer vaš komentar na včerajšnjo izjavo Aleša Rezarja, poslanca Svobode, da naj bi vsi koalicijski poslanci zaslužili 30% višjo plačo. Glede na klimo, ki trenutno vlada po njegovo, bi ta predlog ljudje tudi podprli. Ja, glede na delo vlade Roberta Goloba in pa koalicije,
bi predlagal, da si plače za 30% znižajo, kakor pa govorijo o tem, da bi si jih morali dvigniti. Bilo včeraj na Komisiji za nadzor javnih financ je poslanec Rezar to rekel, jaz sem slišal, sem bil tam. Povsem neumno in neprimerno. Hvala lepa.